Hej, lep pozdravček vsem v tej skupini Čarobno telo. Kar dolgo se nisem že javila, v bistvu se v mojem življenju dogaja ogromno stvari. Tako, vse se nekaj spreminja, spet nadgrajuje na neko novo raven. In ja, pač ni časa za vse, tako da, evo, zdaj pa spet je. In sicer danes bi govorila rada o tem, kaj so pravzaprav to seksualne energije. Torej, tukaj v tej resničnosti imamo glede seksa ful enih sodb, ful enih nekih projekcij, pričakovanj, pravzaprav, ki nima nobenega ničesar skupnega s tem, kar se resnično dogaja. In zato sem jaz tako hvaležna za Access Consciousness, ker nam dejansko daje zavedanje o nekih stvarih, o katerih noben ne govori na tak način, da imamo lahko večjo jasnost, da imamo lahko večjo izbiro, da je nam na voljo več možnosti, a ne? In tudi Access deli dejansko, poznamo tukaj 6 elementov seksa. In sicer, torej, zakaj se pač elementi seksa delijo na, mislim, da je 6 elementov, zato ker dejansko smo vse to, kar smo zvedeli o seksu, kakršne izkušnje smo imeli, smo vse nekako tako, kako bi rekla, zlepili skupaj in pravzaprav nimamo nobene jasnosti. Tudi velikokrat ljudje govorijo o seksu, namigujejo na seks, velike nekih šal, pač spet na seksa, ne? Nikoli pa nijo dejansko neke res jasnosti, kaj se dogaja. In namen tega je, da imamo jasnost, ne? In sicer ti elementi seksa so, torej najprej je senzualnost. Torej, senzualnost je tisto, kar naša telesa ljubijo. To je dotikanje, negovanje, objemanje, to naša telesa ljubijo, ne? In to je senzualnost. Potem je seks, ko se dobro počutimo, ko se držimo tako vzravnano, dobro se počutimo v svojem telesu, se šoperimo in ljudje nam usmerjajo naše telo, energijo občudovanja našega telesa. In naša telesa ljubijo to, a ne? In bolj, ko ste tako, bolj, ko se dobro počutite, se tako pogledajte, opazujte, ko boste imeli kak dan, ko ste tako prav, wow, in koliko ljudje pa, koliko vas občudujejo in dovolite si prejeti to energijo, a ne? Torej vse posod, ker ste tudi pravzaprav postavili barijere te energiji, torej barijere v smislu sodb, odločitev, izračunov, zaključkov, češ, da to ni dobro, da to ni pravilno prejemati te energije, samo prejemanje energije, nič drugega ni tukaj. Bi bili pripravljeni se tokrat Godzillion razgraditi in uničiti? Right around with the mat, potem pa online shorts, boys and beyonds. Torej, to je seks. Potem je kopulacija, to je stikanje pač telesnih delov, to gre za sam akt, a ne? In pol naprej je seksualnost. Torej, seksualnost je, mislim, tukaj v tej resničnosti, posebej še tudi v slovenskem jeziku imamo to zelo tako pomešano, mislim, tako, ta seksualnost, to sploh pravzaprav v tem smislu, kakor bom jaz zdaj o njej govorila, sploh ne obstaja, a ne? In dejansko gre pri seksualnosti za energije dopuščanja, zdravilne energije, generativne za naše telo, naše življenje, torej energije hvaležnosti za naše telo, hvaležnosti za darilo, kar je. Torej, to so seksualne energije, a ne? In to potem, torej, moramo vedeti, da recimo kot otroci, ko smo bili mali, smo imeli ogromno te seksualne energije, torej smo rekli, dopuščanje, neobsojanje. In potem, ko začnemo prihajati v puberteto, začnemo dejansko to zavedanje in sodbo krčiti torej dejansko krčiti v tole, v spolnost. Torej, spolnost to je pa pol 5. element tega seksa, ne, po Accessu. In potem dejansko ta spolnost je zrežirana za to, da mi oblikujemo svojo osebnost. Torej, da pol se opredelimo, ali smo heteroseksualni, ali smo biseksualni, ali smo homoseksualni,
Ampak dejansko je ta spolnost pravzaprav s tem, ko se začnemo na razne načine opredeljevati, torej s kom bomo seksali, s kom ne bomo seksali, dejansko začnemo rezati to svoje prejemanje. Torej, ko smo imeli to seksualno energijo v popolnosti, tudi imamo prejemanje v popolnosti, zato ker nimamo sodb, od kogar bomo prejeli, od kogar ne bomo prejeli, potem, ko se pa zrežira ta spolnost, oziroma ko se ustvari naša osebnost, potem pa odrežemo te vse posod, kjer bi lahko pravzaprav prejemali energijo. Torej, vse posod, kjer imamo odločitev, s kom bomo seksali, s kom ne bomo seksali, dejansko odrežemo svoje prejemanje. In to ne pomeni, da če bi želeli zdaj več prejemati, da moramo z vsakim seksati, kar veliko ljudi napačno interpretira, ko to sliši, ampak dejansko to pomeni, da ne odrežemo prejemanja energij. Torej, da prejemamo, da smo zmožni prejemati energije od kogarkoli, da smo zmožni prejemati prispevek od kogarkoli, od česarkoli. To se pač to spolnostjo, ko se to naredi, se to zmanjša. In torej ta seksualna energija, to, kar smo, se zelo, zelo zmanjša, oziroma jo nekako odrežemo. Potem pa šesti element seksa je pa orgazem. Torej, orgazem je pa ta energija, porajanje življenja. Zakaj ne bi bilo celo življenje naše orgazmično? Zakaj bi bilo to samo omejeno na posteljo, oziroma posteljne aktivnosti? Zakaj ne bi bilo vse življenje? Torej, tudi če ko jeste hrano, ko se sprehajate po obali, ko vas poboža sonček, ko vas poboža vetrček, ko ležite, ne vem, na plaži, ko pijete nekaj ful dobrega, ko jeste nekaj dobrega ali pa nekaj tudi lahko koga, ko jeste, ko kakega človeka jeste. Ko je tak njami, ko bi ga najraje kar pojedel. Zakaj si ne bi dovolili, da je vse naše življenje tako orgazmično? In tukaj recimo pri Accessu, zato ker odstranjujemo toliko enih sodb, zato ker dejansko se poudarja to, pač, da ni prav narobe in gremo to iz te dualnosti, iz te polariziranosti v enost, ponovno odpiramo te seksualne energije, to, kar smo, to, kar v resnici smo bili, pa smo potem z raznimi pogledi, sodbami, izračuni, zaključki zaprali. In bolj kot smo seksualni, bolj kot imamo na voljo te energije, bolj kot smo energije te, torej smo rekli, neobsojanja, dopuščanje, kreativnost, zdravilnost, generativne, porajajoče energije, hvaležnost, več smo zmožni prejeti. Torej, več nam je vse na voljo, vse nam dejansko lahko prispeva, medtem ko vse te sodbe, pa to, kar imamo, s čimer smo pač ustvarili pač neko svojo osebnost, s tem odrežemo prispevek tega, torej vsega, kar bi nam lahko bilo na voljo. Pač ena stvar je, torej recimo, da začnemo spet postajati ta seksualnost, kar smo, recimo si lahko zaganjamo neke verbalne procese. Torej, naprimer, kakšna energija, prostor, zavest in izbira ste lahko, da ste seksualnost, kar resnično ste s popolno lahkoto za celo večnost. In vse, kar vam tega ne dopušča, bi bili pripravljeni se tokrat gazilijon razgraditi in uničiti. Right along with the McFadden Pock Online Shorts Boys. Tega procesa si ne zaganjati, zato ker boste lahko preveč prejemali in to bi bilo res slabo. Tako da, rajš ne. Pol imamo recimo dopuščanje. Torej, zanimiv pogled, da imam takšen pogled, je orodje dopuščanja. Če bi bili v zanimivem pogledu glede vsega, glede posameznih svojih nekih sodb, nekih, ponavadi so ti pogledi, ki jih zaznamo, so sodbe, oziroma nekih energij, ki tako nam ne dopuščajo, da bi kaj naredili, kaj aktualizirali, ali pa nekih delov sebe, recimo imamo neke poglede, češ da to ni, to glede mene je narobe, je slabo. Če bi bili glede vsega tega v dopuščanju, torej bi bilo vse to zanimiv pogled, spet odpremo svoje prejemanje. Dejansko ta zanimiv pogled je zavest. In če delujemo iz zavesti, nam je na voljo vse. Torej, zavest je, kjer se ne sodi ničesar, torej, kjer smo zmožni biti prisotni tukaj in zdaj, ne sodimo nikogar in ničesar, niti sebe,
niti sodbe in kjer smo zmožni prejeti vse in zavračati nič in kjer smo zmožni ustvariti nekaj večjega, kot imamo zdaj, nekaj, kar nikoli nismo niti mislili, da je mogoče. In glede ta opredelitev zavesti, mi mogoče kdo rad imel več zavesti. In ja, tudi dejansko te seksualne energije vam tudi pač vse skupaj to deluje, da pravzaprav začnemo lahko kreirati nekaj več. Ker če smo v sodbah, če delujemo iz te polariziranosti, prav narobe, dobro, slabo, lepo, grdo, smo omejeni. V bistvu se ful možnosti na ta način odrežemo. Torej, to imamo verbalne procese, orodja dopuščanja, imamo pa tudi telesne procese, ker veliko teh nekih sodb, tega, kar smo bili deležni tekom življenja, lahko še tudi iz prejšnjih življenj, ker smo zaklenili svoje telo in nam to preprečuje, da bi lahko več prejemali. In določeni telesni procesi, aksesovi naslavljajo tudi te dejansko obnavljanje teh seksualnih energij, seksualnih generativnih energij. In v nedeljo 20. oktobra bomo imeli v Šempetru pri Novi Gorici celodnevne izmenjave. To je en tak ful hud, meni je tako zabaven dogodek, zato ker vedno v prvem delu se naučimo enega telesnega procesa, oziroma se naučijo tisti, ki pridejo, in zato ni potrebno dobenega predznanja, tudi če niste bili še na dobeni aksesovi delavnici, se lahko tega udeležite. In pač tukaj se dela ta proces in vsakič je neka druga energija, zato ker vsak od teh telesnih procesov naslavlja neke druge energije, ki smo jih zaklenili v svoje telo, oziroma odklepa nekaj, odpira nekaj, spreminja nekaj. Potem pa imamo kosilo, pa gremo po kosilu, so pa proste izmenjave, ker lahko pač udeleženci dobijo barse, energetic facelift, MTVSS, oziroma korekcijo videa, pač vse tisto, kar znajo pač ljudje, ki pridejo na izmenjave. Pač, če se želite udeležiti recimo samo izmenjav popoldanskega dela, pa treba pa že znati nek proces. Torej, če se pa udeležite že jutranjega procesa, potem se pa lahko pridružite tudi pa še popoldanskemu delu, ker pač boste pač ta proces nekom delali. In zdaj v nedeljo bomo delali v tem jutranjem delu telesni proces magnetna privlačnost do zavračanja vseh generativnih seksualnih energij in obnavljanja vseh utelešenih generativnih seksualnih energij. In ta telesni proces omogoča tudi, da prenehamo dejansko privlačiti v svoje življenje ljudi, ki niso za naše telo negovalni. Ker običajno, kaj počnemo, je to, da nam je všeč nekdo, ki ful dobro izgleda, ampak do našega telesa pa ni negovalen. Lahko recimo ful nekih sodb do našega telesa, lahko je, pač, ja, mislim gledala, kako izgleda, In to je ena stvar in je to kot magnet je to in ta telesni proces to odstranjuje, tako da dejansko v svoje življenje lahko povabimo, pritegnemo ljudi, ki so negovalni za naše telo. Potem pa tudi ta telesni proces obnavlja te generativne seksualne energije, ki jih imamo mi sami na voljo, ki smo jih zaradi tega, kot sem že prej povedala, ki smo jih na nek način odrežemo, izmanjšamo in da bomo spet imeli to na voljo in hkrati s tem se seveda poveča tudi naše prejemanje. S prejemanjem se povečajo tudi, prejemanje ni samo materialno prejemanje, pač nekih materialnih stvari, ampak prejemanje tukaj se gre za to, da ste zmožni začeti prejemati vse informacije, ki so vam na voljo. In če bi delovali z tega, potem nikoli ne bi mogli dobene napake narediti, bi vedno vedeli, kam iti, kaj početi, kaj izbrati, da skreiramo tisto, kar si želimo skreirati. Tako da lepo vabljeni na ta nedeljski dogodek. Vedno je ful zabavno, vedno se imamo ful dobro in vedno zelo transformativno in je tudi ena taka pač simbolična cena za to, tako da ja, še enkrat vabljeni in seveda bomo tudi govorili več o teh stvareh, pač kar sem že v prvem delu govorila, o teh posameznih elementih seksa, o sodbah, ki jih imamo v zvezi s tem, o nekih zmotnih pogledih, o tem, kako neke stvari zmotno apliciramo, zamešamo kakšne stvari, imamo pač izkrivljen pogled na resničnost. Tako da
vabljeni, drugače pa uporabite tudi, kar sem povedala tukaj v tem videu, da dejansko začnete spet postajati ta seksualnost, kar resnično ste. In tudi, če mogoče še sam za konec, recimo smo rekli, kot otroci smo bili mi visoko, mislim, tako res imamo visoko, pač smo visoko seksualni, a ne? In če pogledate tudi zdaj, recimo, zakaj nam je v bližini otrok tako prijetno? Zato, ker oni ne obsojajo, imajo to energijo neobsojanja, dopuščanja, smo z njimi lahko to, kar smo. Ali pa recimo, ko gremo v naravo, tam je tudi dopuščanje, zato se tam tako dobro počutimo, zato, ker nas noben ne sodi, tam je ta kreativnost, torej narava je ful kreativna, generativna, porajajoča, zdravilna, a ne, in to so te seksualne energije, ki jih bomo v nedeljo obujali, obnavljali oziroma odstranjevali se tisto, kar dejansko povzroča, da privlačimo nekaj ljudi, ki za nas niso negovalni. Tako da še enkrat torej lepo vabljeni, bom objavila link do tega dogodka tukaj pod videom, tako da si lahko preberete več o tem. Če pa še kako dodatno vprašanje, veste, kje me najdete, me lahko kličete, mi pišete, mi lahko tukaj tudi v končni fazi pod videom vprašate in vam bom še dala dodatno informacijo. Drugače pa prijava na barbara@uresnicisvojsanje.si. In ja, kaj bi bilo potrebno, da dejansko imamo tukaj ful več jasnosti in tudi pač, čeprav to ni zdaj, oziroma tudi, če bolj ko smo seksualni, a ne, in bolj ko tudi pravzaprav imamo kopulacijo iz te seksualnosti, boljši je seks. Lahkotnejši, bolj ekspanziven in bolj transformativen je lahko. Tako da tudi to bomo še več o tem govorili v nedeljo. Tako da en lep pozdraček vsem skupaj, se bom javila malo bolj pogosteje zdaj. Malo res tako, prav delajo nam tukaj fasado, jaz sem čist na vrhu bloka in moram mislim, ker imamo tudi neko podstrešno nišo, iz mojega stanovanja gre v podstrešje in morajo oni imeti dostop do da neke izolacije, to lahko uredijo in odmikam stvari z enega konca na drugega, pol iz kleti moramo odmikati, tako da skratka, poleg tega ne gužva vsemi temi delavnicami in seminarji, ampak bo se uredilo tole počas, tako da tudi bom imela več časa, da se kaj še javim v to skupino. Drugače pa lepo bodite tako čarobni, kot resnično ste in kreirajte vse, kar je res mogoče za vas in kar vi veste, da je mogoče za vas in sledite temu, ne glede na to, a se kdo strinja z vami, ali se ne strinja, če vas kdo potrjuje ali ne potrjuje, pomembno je to, kar vi veste. En lep pozdravček vsem skupaj in lepo se imejte. Čau, čau.